Kateri so trenutno največji strokovni oziroma klinični izzivi pri zdravljenju krvnih rakov? Verjetno jih glede na dogajanje v javnozdravstvenem sistemu ne zmanjka. Ja, na žalost jih res ne zmanjka. V prvi vrsti je tu kadrovska stiska, kjer se zdravniki, ki zdravimo limfome, trudimo po naših najboljših močeh, da lahko vsem bolnikom, ki zdravljenje potrebujejo, to tudi zagotovimo. Na srečo so zdravila za zdravljenje limfomov v Sloveniji dobro dosegljiva in tudi najnovejša zdravila so na voljo našim bolnikom. Problem pa je seveda prostorska stiska, kadrovska stiska, tako da je delo včasih tudi že zelo naporno in trpi potem tisto delo, ki ga bolniki ne občutijo, se pravi raziskovalno delo in pa poučevanje. Pravzaprav nas ta del, ki je zelo pomemben, raziskovalno in pedagoško delo, se splošne javnosti ne dotakne in gre nekako mimo, opažamo pa, kako se to odraža tudi na drugih ravneh. Pa vendar, mogoče bi vas vprašala ob tem, kako pa na vse skupaj vpliva to, v kakšni fazi bolezni bolniki pridejo do vas. Se je to v zadnjem obdobju morda kaj spremenilo? Na srečo so bolniki z limfomi relativno dovolj hitro odkriti, zato ker se limfom lahko vidi tudi navzven s povečanimi bezgavkami. To vsakega zaskrbi in gre k zdravniku in zdravniki jih pravočasno napotijo naprej. Seveda pa je problem pri tistih bolnikih, kjer bolezen navzven ni vidna. Tam pa lahko pride tudi do zamud, saj so simptomi zelo splošni in limfom s svojo redkostjo ni prva diferencialna diagnoza. Seveda kasneje, kot bolnik pride, težja je ozdravitev. Moram pa poudariti, da tudi stadij 4 limfoma so lahko ozdravljive bolezni. Tako da bolnik mora ohraniti upanje in mi vedno delamo za najboljše bolnika. Pot zdravljenja, rehabilitacije in okrevanja pa je v vsakem primeru kompleksna. Kje na tej poti se običajno, tudi kar se tiče kliničnega dela, najbolj zatika? Omenili ste seveda kadrovski problem, verjetno so vzroki tudi še kje drugje. Ja, trudimo se, da imajo bolniki na voljo vse, kar potrebujejo v fazi zdravljenja. Najbolj se pa zatakne, ko je zdravljenje enkrat zaključeno. Manjka psihološka podpora. Bolniki, dokler so v fazi zdravljenja, so konstantno v stiku s svojo zdravniško ekipo. Po koncu zdravljenja pa se intervali pregledov zmanjšujejo. Zato je takrat stiska bolnikov ponavadi največja. In tam nam manjka podpore. Pravzaprav bi lahko rekli, da tukaj društva bolnikov, združenja obolelih opravljajo res pomembno vlogo, saj pomagajo premoščati sistemski manko. Ja, društva bolnikov tukaj res naredijo ogromno. Sicer sistem ne bi smel stati na delu društev, ampak bi moralo biti to sistemsko urejeno. Ampak trenutno nam ta največji manko pokrivajo društva s svojimi programi, ki so za bolnike res zlata vredne.